Pa gremo zdaj mogoče naprej na pojme, ki se nanašajo na migracije oziroma na sam pregled teh migracij, kaj v zvezi s tem sploh pomeni. Vemo, da se okoli migracij pojavljajo neki številni pojmi, a ne, tudi v medijih in tudi sicer, ki so pogosto slabo razumljeni ali pa le delno razumljeni. Pa poskušajmo neke stvari tukaj razložiti. Zdaj, v osnovi migracije se seveda delijo na več načinov. Na eni strani imamo legalne, na drugi strani nelegalne, o teh je v današnjem času veliko govora. Zdaj, legalne oziroma zakonite migracije so tiste migracije, kjer posameznik potuje na legalen način, se pravi z nekimi veljavnimi potovalnimi dokumenti, vizumom, potnim listom in podobno. Nelegalne migracije so pa tiste, kjer posameznik potuje brez teh dokumentov. Zdaj, seveda, takoj ob tem bi želel poudariti, da nelegalne migracije oziroma migranti, ki potujejo na ta način, pogosto nimajo nekih možnosti, da bi potovali na legalen način. Se pravi, zahodne države so uvedle pač mnoge ovire za potovanje ljudi iz, recimo temu, mnogih držav v razvoju ali pa tistih držav, ki so nekako veljajo za bolj revne, kjer je manj nekih možnosti za normalno življenje, kot so vizumi in podobno. In te je seveda zelo težko dobiti. Seveda potem ljudje, ki bežijo od bodisi vojn, kršitev nekih človekovih pravic, jim preostane samo možnost nekega tako imenovanega nelegalnega potovanja. Zdaj, ob tem je seveda zelo problematično, da se te nelegalne migracije pogosto v nekem javnem diskurzu enačijo z nekim kriminalnim dejanjem. Se pravi, zelo veliko je govora v smislu ilegalci prestopajo mejo, kar je nekako zelo blizu razumevanju ilegalec, kriminalec. Se pravi, gre za nekoga, ki je naredil nekaj narobe, nekaj, kar ni v skladu z normami. Potem zelo pomembna delitev je delitev migracij na prostovoljne in prisilne. Zdaj, prostovoljne migracije so tiste, ki se posameznik povsem po svoji lastni volji odloči, da bo nekam potoval, se nekam preselil. Prisilne so pa tiste, ko zunanje okoliščine prisilijo posameznika, da potuje. Teh je pa seveda danes zelo veliko, bodisi da gre za vojne, bodisi da gre za neke množične kršitve človekovih pravic, ali pa preprosto zato, da posameznik nima možnosti, da bi v svoji matični državi živel normalno življenje. Se pravi, ne more dobiti zaposlitve, ne more recimo živeti od kmetovanja, kar je v preteklosti mogoče lahko, mogoče zaradi nekih ekoloških razlogov, nekih naravnih katastrof ali pa še katerih drugih faktorjev. Potem seveda pomembna delitev migracij je tudi delitev na notranje in čezmejne. Zdaj, pri notranjih gre za migracije znotraj države. Zdaj, recimo, če se nekdo iz Murske Sobote preseli v Ljubljano, tudi to so migracije, čeprav na te pogosto pozabljamo. Hkrati pa so zelo pogoste čezmejne, ko se ljudje selijo iz ene v drugo državo. Torej, kdo je begunec oziroma begunka? Pri tem je seveda treba ločiti pojem begunca, v katerem primeru gre za vsakogar, ki od nekje ali pa od nečesa beži, in status begunca oziroma opredelitev statusa begunca. Tukaj imamo napisano opredelitev statusa begunca na podlagi Ženevske konvencije o statusu begunca, ki je temeljni dokument mednarodnega begunskega prava in je bila sprejeta po drugi svetovni vojni. Torej, begunec je oseba, ki je zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenega političnega prepričanja zunaj
države, katere državljan je, in ne more ali zaradi strahu noče uživati varstva te države. Da nekdo pridobi mednarodno zaščito oziroma status begunca, morajo biti torej izpolnjeni trije pogoji. Se pravi, da je taka oseba preganjana v svoji matični državi zaradi teh naštetih razlogov, da se nahaja zunaj te države, katere državljan je, in da se v to državo ne more ali zaradi strahu pred preganjanjem v njo noče vrniti ali pa uživati nekega varstva. Zdaj, kaj pa je azil oziroma mednarodna zaščita? Zdaj, azil in mednarodna zaščita sta v bistvu identična pojma. Gre za zaščito oziroma zatočišče, ki ga država dodeli tujcem, če oceni, da bi vrnitev v njegovo izvorno državo ogrozila njegovo varnost ali fizično integriteto, in to zaradi rase, vere, narodne pripadnosti in pripadnosti določeni družbeni skupini ali političnemu prepričanju. Azil vključuje določene pravice, kot so pravica do prebivanja, in pa neke pravice, ki posamezniku pripadajo na podlagi tako Ženevske konvencije kot tudi Zakona o mednarodni zaščiti, ki ga imamo tudi v Republiki Sloveniji. Mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji, pa tudi sicer po večini EU držav, obsega status begunca in status subsidiarne zaščite. Poglejmo sedaj najprej, kaj predstavlja status begunca. Status begunca se prizna državljanu tretje države, ki je zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, temelječim na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju, zunaj države, katere državljan je in ne more ali zaradi takega strahu noče uživati varstva te države, ali pa tudi osebi brez državljanstva, ki je zunaj države, kjer je imela običajno prebivališče in se zaradi tega utemeljenega strahu ne more ali noče vrniti v to državo. Potem po drugi strani imamo status subsidiarne zaščite, ki se prizna državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, ki sicer ne izpolnjuje pogojev za status begunca. Če obstaja neki utemeljen razlog, da bi ob vrnitvi v izvorno državo ali državo zadnjega običajnega prebivališča, če gre za osebo brez državljanstva, bila taka oseba soočena z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno škodo, ki pa zajema smrtno kazen ali usmrtitev, mučenje ali nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kazen za prosilca v izvorni državi, ali pa resno in individualno grožnjo za življenje ali za osebnost civilista zaradi samovoljnega nasilja v razmerah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada. Zdaj, če pogledamo oziroma če vam poskušam nekoliko bolj praktično predstaviti to bistveno razliko med statusom begunca in statusom subsidiarne zaščite. Status begunca dobi posameznik, ki je v neki državi preganjan zaradi enega izmed razlogov, ki so bili našteti, se pravi, to je lahko zaradi rase, lahko je zaradi pripadnosti določeni družbeni skupini, ki je v tisti državi preganjana, ali pa zaradi vere, ali pa tudi nazadnje zaradi narodne pripadnosti. Status subsidiarne zaščite pa lahko dobi tudi oseba, ki ni individualno preganjana zaradi enega izmed teh razlogov, ampak je v nevarnosti, bodisi zaradi vojne, bodisi zaradi neke množične kršitve človekovih pravic. Zdaj, neki posameznik, ki prihaja iz nekega vojnega območja, seveda lahko tudi pridobi status begunca, ampak mora dokazati, da je poleg tega, da je tam vojna, tak posameznik tudi individualno preganjan, se pravi, zaradi neke osebne okoliščine, recimo, da v tisti državi preganjajo pripadnike določene verske skupnosti in so še posebej izpostavljeni tisti vojni, ali pa lahko tudi kak drug razlog. Poglejmo sedaj, kdo je prosilec oziroma prosilka za azil ali za mednarodno zaščito. Gre za tisto osebo, ki trdi, da je begunka
in v določeni državi, ki ni njena domača, zaprosi za mednarodno zaščito in čaka v nekem postopku na odobritev te mednarodne zaščite. Zdaj v Sloveniji so tisti, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, nastanjeni v azilnih domovih, v Ljubljani na Viču, na Kotnikovi ulici in pa v azilnem domu v Logatcu. Načelo prepovedi vračanja ali tako imenovano non-refoulement načelo je eno izmed oziroma kar osnovno načelo mednarodnega begunskega prava. Govori pa o tem, da država ne sme begunca ali prosilca za azil izgnati oziroma prisilno vrniti v državo, kjer je njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi njegove rase, vere, državljanstva, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenega političnega prepričanja. Prav tako ga ne sme vrniti, če bi v tej državi bil v nevarnosti nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali če gre za državo z nekim sistemskim pomanjkljivim azilnim sistemom. Prav tako se naj posameznika ne bi vračalo v sicer neko varno državo, če bi bil posameznik v nevarnosti nadaljnjega vračanja v državo, ki ni varna država. Zdaj seveda to načelo prepovedi vračanja kot osnovno načelo begunskega prava je seveda v današnjem času žal pogosto pod vprašanjem. Vidimo, da države pogosto kar verižno vračajo begunce, recimo na balkanski poti. Recimo Slovenija vrne migrante na Hrvaško, tam v Bosno in potem v Srbijo. Zdaj seveda lahko pri tem domnevamo, da države vračajo samo tiste, ki dejansko niso begunci in ki dejansko niso zaprosili za mednarodno zaščito. Ampak kljub temu pa lahko vsaj do neke mere tudi dvomimo, ali dejansko vsi tisti, ki nekje zaprosijo za mednarodno zaščito, imajo nek učinkovit dostop do te ali pa se lahko zgodi, da so v kakih primerih dejansko tudi vrnjeni v sosednje države in v kakih primerih morda celo izvorno, kjer jim grozi neka nevarnost za življenje. Dublinska uredba. Dublinska uredba je tudi ena izmed temeljnih uredb evropskega begunskega prava, določa, katera država članica je odgovorna za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito. Navadno je to seveda država, kjer je prosilec za azil stopil v Evropsko unijo, seveda ob nekaterih izjemah, kot so mladoletniki brez spremstva. Zdaj ta uredba je bila sprejeta, da bi se razbremenilo tiste države, kjer je nekako bilo največ prosilcev za mednarodno zaščito, kot so skandinavske države, pa mogoče Velika Britanija, Francija, Nizozemska, Belgija, Nemčija in še nekatere druge države. Seveda pa se je izkazala kot zelo neučinkovita, saj je zelo kmalu prišlo do tega, da so nekatere države kot Grčija in Italija s pomanjkljivimi možnostmi integracije zelo kmalu postale preobremenjene. Tako da to je sigurno neka uredba, ki jo bo potrebno znotraj Evropske unije v prihodnje spremeniti. Ekonomski migrant. Zdaj pri ekonomskem migrantu seveda gre v današnjem času pogosto za neki zelo rabljen termin. Po definiciji je seveda to vsak, kdor potuje v druge države ali območje, da si izboljša materialne ali socialne razmere ter omogoči nove priložnosti zase in za svoje družine. Vsi pa vemo, da je danes zelo velikokrat govora tudi v primeru tistih, ki iščejo neko mednarodno zaščito ali pa ki so dejansko begunci, da dejansko gre za ekonomske migrante. Jaz bi rekel, da je to zelo problematično, ker vsi vemo, da tudi tisti, ki morda v prvi vrsti išče zaščito, seveda hkrati na dolgi rok išče tudi neke pogoje za normalno življenje. In migracije so tako ali drugače vedno povezane tudi z nekim iskanjem pogojev za boljše življenje.
Zato se mi zdi zelo, problematično, da se tako enostavno operira s temi pojmi, da, pač domnevno v katerih primerih sploh ne gre za begunce, ampak za ekonomske migrante, ki bi nekako izkoriščali, prednosti našega sistema. Poglejmo sedaj še, dovoljenja oziroma, statuse, ki se nanašajo na dovoljenje za prebivanje tistih, ki, pridejo v državo, prostovoljno, se pravi, ne iščejo zaščite, ampak pridejo kot, tujci, kot priseljenci. Zdaj, prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se lahko vedno izda samo kot dovoljenje za začasno prebivanje. Prošnja za izdajo dovoljenja se vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. Razlogi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje so bodisi izobraževanje, bodisi delo, ali pa združevanje družine. Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki 5 let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Lahko tudi tujcu slovenskega rodu ali pa tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije. Največ takih primerov so recimo taki športniki, pri katerih je v interesu, da recimo igrajo za našo reprezentanco, ali pa kaki kulturniki in podobno. Schengensko območje, to bolj ali manj vsi poznamo. Gre torej za območje evropskih držav, kjer so se odpravile neke notranje meje in s tem tudi, mejni nadzor. Okrepilo pa se je varovanje zunanjih meja. Seveda ob, različnih aktualnih družbenih spremembah je tudi to schengensko območje v zadnjem času pogosto pod vprašanjem. Izpostavil bi še začasno zaščito oziroma status začasne zaščite. Gre za neki postopek zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb, ki se ne morejo vrniti v svojo državo. Slovenija ima zakon o začasni zaščiti, ki pa trenutno ni v uporabi. Lahko pa bi ga aktivirala v primeru, da bi v Slovenijo množično prišli begunci iz nekega območja, kjer je bodisi vojna ali pa neke druge kršitve človekovih pravic. Recimo ta začasna zaščita se je uveljavila ravno v 90. letih, v času balkanskih vojn. V tistem času so tudi begunci iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji potem pridobili, status začasne zaščite. Varne in zakonite poti. Pri tem gre dejansko za to, da nekatere organizacije, med njimi tudi naša, nekako promovirajo, možnost legalnega priseljevanja oziroma mehanizmov za legalno priseljevanje tistih, ki rabijo zaščito v Evropo, bodisi preko humanitarnih sprejemov beguncev, programov priseljevanja, humanitarnih vizumov, združevanja družin in podobno, da bi se seveda izognili, nelegalnim in nevarnim potem, ki so danes pač najpogosteje v uporabi, s strani migrantov, ker pač, iščejo zaščito v Evropi, ker pač pogosto nekih drugih možnosti nimajo. Trgovina z ljudmi je seveda žal pogosto, spremljevalka sodobnih migracij. Gre za nedovoljeno dejavnost, pri kateri gre za preprodajanje ljudi z namenom izkoriščanja za prostitucijo ali druge oblike spolnih zlorab, dela na črno, suženjstva, služabništva, trgovine z organi ali vpeljevanja v kriminalno dejavnost. Otroci brez spremstva so otroci, mlajši od 18 let, ki se nahajajo zunaj matične države in so brez spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov. Vemo, da je veliko migrantov danes otrok. Mnogi med njimi so otroci brez spremstva, ki so bodisi starše izgubili v nekih vojnah ali pa se starši
nahajajo v matičnih domovinah ali pa v kakih drugih begunskih taboriščih. Otroci so seveda še posebej ranljivi, tako za trgovino z ljudmi, kot tudi, za, druge oblike zlorab, a ne. Zdaj seveda govorimo o otrocih v migracijah, zato tudi potrebujejo posebno zaščito. Izpostavil bi tudi obnavljanje družinskih vezi. Zdaj vemo, da, v tem procesu, preseljevanja, migriranja, prihaja do tega, da se, pogosto kaki družinski člani lahko izgubijo, morda ne vejo drug za drugega, se nahajajo v različnih državah, imajo različne statuse. Pri tem obnavljanju družinskih vezi lahko pomaga služba Rdečega križa Slovenije, ki je tudi članica mreže za obnavljanje družinskih vezi. Sodeluje pri iskanju pogrešanih oseb, prenaša lahko različna družinska sporočila in sodeluje pri obnavljanju družinskih vezi tudi sicer. Izpostavil bi tudi, dovoljenje za zadrževanje. Gre za dovoljenje, da tujec začasno ostane v Sloveniji, če njegov izgon ni mogoč. Toda to gre v tistih primerih, ko posameznik recimo v Sloveniji ne uspe urediti statusa, ne pridobi mednarodne zaščite, in je neko takojšnje vračanje takega tujca za njega lahko nevarno. Zdaj tu so našteti razlogi, v katerih primerih, najpogosteje posameznik lahko dobi to možnost zadrževanja. To zadrževanje posamezniku še vedno omogoča, da si morda na dolgi rok uredi status prebivanja v državi. Ali pa si uredi pač neko možnost, kam se bo vrnil. Gre za policijsko dovoljenje, ki ga policija izda za 6 mesecev, lahko se podaljša. Policija lahko določi tudi kraj bivanja. Pravice pa so nujno zdravstveno varstvo, osnovna oskrba, pravica do osnovnega šolstva za šoloobvezne mladoletnike. V določenih izjemnih primerih, ko posamezniki ali pa družine nimajo sredstev, pa tudi denarna socialna pomoč.